Pozdrav tudi z moje strani. Primerjalno testiranje potrošniških organizacij je ena od stvari, ki je pravzaprav naša zlata vsebina, če tako rečem, smo eni verjetno edini, ki te stvari zares počnemo neodvisno in pa zares od industrije, tudi vsi naši mediji, vsi naši izsledki, pa če raziskavstvo brez kakršnihkoli reklamnih sporočil ali česa podobnega. Skratka, želimo potrošniku dejansko prikazati izdelek kot takšen, ampak že od vsega začetka ne gledamo samo tehničnih značilnosti ali pa uporabnostnih vidikov izdelka, ampak tudi kako ta izdelek nekako sodi v princip trajnosti, in v zadnjih letih smo to še celo izboljšali in pa skušamo najti, bom rekel, tiste stvari, ki so najbolj pomembne za potrošnika, kajti vedeti moramo, da pa potrošnika pa vendarle moramo nekako ujčkati, če tako rečem, skratka ne smemo samo dati palice, ampak dati tudi korenček in nekako najti en tak kompromis med vsem. Raziskavo, ki smo jo izvedli skupaj z ostalimi potrošniškimi organizacijami iz Evrope, sodelovalo je 14 držav z reprezentativnim vzorcem potrošnikov starih med 18 in 74 let. Smo pravzaprav s to raziskavo smo želeli ugotoviti, kako potrošniki pravzaprav dojemajo trajnost. Se pravi, kaj je za njih trajno in kako oni pravzaprav skušajo tudi živeti trajnostno. Tukaj ne gre toliko za to, ali se zares odločajo za to, kaj kupijo, ampak ali dojamejo neko določeno stvar kot trajnostno. Poleg prehrane smo v indeks trajnosti, oziroma trajnostnega obnašanja potrošnikov, oziroma Sustainable Behavior Index, vključili tudi mobilnost oziroma transport, vključili smo tudi nakupe vseh izdelkov, poleg prehranskih, vključili smo tudi zadeve povezane z energijo in pa vodo, se pravi porabo virov, in pa tudi, kaj počnemo z odpadki. Torej, še enkrat, ta raziskava ne kaže nujno, da ljudje tako tudi dejansko živijo, ampak vsaj zavedajo se približno, kako bi morali živeti, če bi želeli živeti trajnostno, in to je že, bom rekel, tisti prvi korak, ki je narejen k temu, da bo verjetno prihodnost bolj svetla. Pri raziskavi smo najprej povprašali panel strokovnjakov s področja trajnosti, sodelovalo več kot 40 strokovnjakov iz cele Evrope, ki so vzpostavili kriterije za ta indeks, znotraj teh kriterijev povedali tudi, kako obtežen je posamezen kriterij, zato da bo dejansko lahko, da ta indeks odraža dejanske razmere, ki pa sledijo, bom rekel, iz tega, kar so ugotavljali v preteklih raziskavah, se pravi, katera stvar dejansko najbolj prispeva k segrevanju ozračja oziroma povečanju izpustov toplogrednih plinov. Na koncu smo te raziskave primerjali tudi z rezultati, ki so jih podali potrošniki, in potem ugotavljali, kaj in kako je najbolj pomembno za njih. Tule sta dva indeksa. Prvi je splošni indeks, se pravi, ki zajema vse preomenjene parametre in kriterije, od prehrane, mobilnosti, nakupovanja stvari do odpadkov. Tukaj moram poudariti, da 57 ne pomeni veliko ali malo, skratka te, ki so označene, te države, ki so označene z vijolično, te države so nadpovprečno dojemajo trajnost, tiste, ki so označene z rumeno oziroma oranžno, pa podpovprečno. In Slovenija vidimo, da je v obeh primerih tako pri prehrani kot pri skupnem indeksu dokaj visoko, in da pri nas v Sloveniji je dojemanje trajnosti nadpovprečno. Enako velja tudi za Španijo. Španijo omenjam zato, ker je tudi del tega projekta in Španci so sodelovali pri teh raziskavah, in zato bom tudi posebej omenjal v izsledkih raziskave. Vidimo, da je bistveno slabše dojemanje trajnosti recimo na Češkem in Danskem, in da dejansko tudi, bom rekel, skupni indeks nekako odseva tudi vse skupaj v prehrani, se pravi, vse države so približno podobne, obnašajo po različnih parametrih. Naj pa tukaj omenim, da recimo Slovenija se bistveno slabše odreže pri mobilnosti in transportu, ampak to je kakšna druga tema, samo toliko za zanimivost, da smo blizu podpovprečja. Za strokovnjake je prehranski vidik trajnosti najbolj pomemben. To pomeni, da ima v indeksu, skupnem indeksu
trajnosti, največja obtežitev, nekaj več kot četrtino tega indeksa predstavlja prehrana. In znotraj tega indeksa so strokovnjaki vključili zelo podobne stvari, kot jih je prej naštevala Nika, če ne celo zelo enake, se pravi zmanjševanje uživanja mesa in pa ostalih živil živalskega izvora, preprečevanje in zmanjševanje količine odpadne hrane, uživanje sezonske hrane, ki naj bo čim bolj lokalna, kupovanje živilskih izdelkov s trajnostnimi oznakami, to pa je že tista stvar, ki dejansko se tiče potrošnika, ki je včasih, bom rekel, zmeden v trgovini, in pa preprečevanje in zmanjševanje seveda odpadkov zaradi embalaže, torej da je hrana čim bolj sveža, čim manj pakirana oziroma predelana. V naslednjih prosojnicah bom naštel nekaj rezultatov in jih primerjal med državami. Tukaj sta vedno omenjeni Slovenija in Španija in najboljša in najslabša država. Se pravi, pri deležu veganov, to so tisti, ki dejansko uživajo samo rastlinsko hrano, se pravi brez živalskega izvora, ta delež je sorazmerno nizek v vseh državah, komaj dosega 1%. Slovenija in Španija sta nekoliko nad tem povprečjem, največ veganov je v Kanadi, ker je to izven EU, omenjam še Avstrijo in Nizozemsko s pol drugim odstotkom veganov, v Italiji je veganov najmanj, pač Dolce Vita očitno ni samo rastlinska prehrana. Delež vegetarijancev je nekoliko višji, ampak še vedno precej majhen, manj kot 3%, Slovenija je nekako v povprečju, v Španiji je sorazmerno malo, Avstrija pa je pač najvišja v EU in sicer v raziskavi z več kot 5% vegetarijancev. No, zanimiv je tale delež fleksitarijancev, to je tisti delež, ki nekako kaže na to, kako je družba že pripravljena preiti iz mesne, prehrane bolj k rastlinski, in to je pa Slovenija daleč pod povprečjem, Španija nadpovprečna, na Nizozemskem pa vidimo, da je že več kot petina takšnih, ki dajo prednost rastlinski prehrani, ampak še vedno včasih se, če tako rečem, pregrešijo oziroma uživajo mesa toliko, kot recimo priporočajo strokovnjaki, če tako temu lahko rečemo, na splošno. Smo pa Slovenci izjemno visoko pri tistih potrošnikih, ki jedo meso in mesne izdelke in se temu nikakor ne želijo odpovedati. Tukaj bi skoraj polovica potrošnikov rekla, da je takšnih, kar je recimo precej več kot je povprečje. Je pa zanimivo, da v Italiji pa vendarle očitno zraven pač že razmišljajo ljudje tudi, da bi malce prenehali jesti meso, torej sodijo tisto vmesno kategorijo med fleksitarijanci in pa popolnimi mesnimi ljubitelji. Kako je s preprečevanjem in zmanjševanjem količine odpadne hrane? Tudi tu vidimo, da so razlike med državami kar velike. Brezskrbno ravnanje s hrano pomeni, da potrošnik sploh ne gleda na to, ali bo kaj zavrgal ali ne, pač kupi toliko, kot se mu zdi, da rabi, in ali porabi ali ne, drugo vprašanje. In tukaj sta tako Slovenija in Španija precej bolj skrbni kot kakšne druge države, recimo Nizozemska. V Italiji vidimo, da gre sorazmerno malo, naj bi šlo sorazmerno malo hrane v odpad, vsaj po mišljenju potrošnikov. Na drugi strani pa vidimo, da so vse te tri države, tako Slovenija kot Španija in Italija, precej visoko pri tem, da pazijo pri tem, kaj kupijo in da skušajo to hrano čim bolj porabiti, kar je seveda zelo pozitiven znak. Uživanje sezonske hrane, seveda je to odvisno tudi od tega, v kateri državi živimo in pa kako nam je ta hrana zares blizu. Sploh ne je skupaj v raziskavi odgovorilo 5% ljudi, v Španiji takšnih le 1%, v Sloveniji slabe 4%, na Danskem recimo pa se pravzaprav temu ne posvečajo toliko kot recimo v Italiji, kjer praktično vsi jejo lokalno prehrano, kar verjetno ne preseneča, ali pa si želijo jesti lokalno prehrano, in tudi podatek o tem, koliko jih je odgovorilo, da skoraj v popolnosti, se pravi, da skoraj vedno kupijo lokalno prehrano, kaže zelo podobno sliko, samo iz druge strani, se pravi, v Italiji več kot petina takšnih, ki skušajo pač to hrano pridobiti iz lokalnega okolja, na Danskem pa samo 4,5%, Španija je nekoliko boljša kot Slovenija tu, ampak veste, recimo Slovenija malce pod povprečjem, ampak nekako še vedno na dobri strani.
No, potem smo pa pri tem, kar bomo razložili kasneje, kupovanje živilskih izdelkov s trajnostnimi oznakami. Tukaj seveda nismo spraševali točno, ali gre za prave, če tako rečemo, trajnostne oznake, ali gre samo za neke znamkice, ki ne pomenijo v resnici tistega, kar potrošnik misli, ko kupuje. In dejansko je kar veliko ljudi pač tega ne gleda, približno petina pri večini nakupov pač ne spremlja, kaj je na izdelkih. Na Češkem je takšnih že več kot skoraj 2/5. Najmanj pa recimo v Avstriji, kar je zanimivo, tudi mi med svojimi testiranji včasih opazimo, da so avstrijski izdelki bistveno bolj označeni z raznimi trajnostnimi oznakami, kot pa recimo naši. Pri nas pač slaba petina ljudi kupuje izdelke, bom rekel, na pamet, se pravi, da sledijo tem trajnostnim oznakam. Medtem ko tudi Avstrijci tudi pri tistem, se pravi, da večino nakupov pravijo na ta način, da gledajo trajnostne oznake, ki je 10%, na Češkem skoraj da ni takšnih, mi smo nekje skupaj Španci nadpovprečno glede na ostale države, ampak še zmeraj s predvsem majhnim deležem. No, na koncu pa še odpadki zaradi embalaže. Tukaj je Slovenija pravzaprav med najboljšimi, tako pri tem, da je zelo malo tistih, ki jih ne zanima, v kaj in kako je to pakirano, kot med tistimi, ki skoraj vedno pazijo na to, da bi kupovali izdelke prehranske s čim manj embalaže. Najslabši pa so na Danskem, kar je pravzaprav zanimivo, ampak pravzaprav tudi danski kolegi so nekako priznali, da očitno Danci niso tako trajnostni, saj izven tistega, kot jih vidimo, recimo, da se vozijo s kolesom in podobno, pri drugih stvareh, da jih manj briga za trajnost in tudi tukaj ta raziskava pokaže. Zdaj, najbolj pomemben del trajnosti je za strokovnjake prehranjevanje, ampak za potrošnike je pa to v povprečju tretja najpomembnejša kategorija. Na prvo mesto so v povprečju dali v večini držav so odpadki, na drugem mestu pa energija. To morda niti ni tako čudno, glede na to, da nas že praktično od osnovne šole naprej navajajo, da nekako ne smemo kar vsega vršiti v vsako kanto, na drugi strani pa tudi verjetno v vseh državah, nekako smo navajeni, luč naj samo tam, kjer se tiskrat, da varčujemo z energijo, da bomo povečali trajnost, ampak strokovnjaki pač so tudi na podlagi raziskav ugotovili, da je prehrana in pa kako ravnamo s hrano bistveno bolj pomembno kot te dve kategoriji. No, za prehranjevanje v Sloveniji in Španiji skoraj da bi rekel, da zelo malo ljudi je nepomembno, pomeni kar pomemben del, zelo malo jih je govorilo, zelo nepomembno, se pravi, da prehrana ni pomembna, medtem ko v Nemčiji takšnih nekoliko več, zelo pomembna pa skoraj polovici v Sloveniji, kar je zanimivo, v povprečju v dobri četrtini, v Španiji pa približno tretjini, na Nizozemskem pa dejansko ni tako pomembno, da bi to odgovorili kot več kot 13%. In še zadnje mogoče, ali se sami obnašate trajnostno pri prehranjevanju, tukaj pa že, recimo jih vprašamo direktno, kako se oni obnašajo, ne glede na to, kaj mislijo o tem. In v Sloveniji vidimo, da se četrtina ljudi meni, bom rekel, da se obnašajo trajnostno, to je izjemno visok odstotek, najvišji med vsemi državami, v povprečju je samo 13,4% takšnih, na Nizozemskem samo 6%. Skratka, vidimo, da dejansko smo lahko nekako ponosni, da v Sloveniji se vsaj približno zavedamo, da je pomembno trajnostno prehranjevanje. Zdaj, ali to res tako živimo ali ne, je seveda drugo vprašanje, ampak v tej raziskavi se je izkazalo na kakšnih drugih področjih tudi, da so ljudje vendarle bili dovolj iskreni, da lahko rečemo, da smo recimo nadpovprečno, da gledamo na to, na pomen trajnostnega prehranjevanja oziroma da želimo živeti trajnostno tudi pri prehranjevanju. Je pa seveda vprašanje, ali lahko to udejanjimo v praksi. In tukaj je zdaj vprašanje, zakaj se ne obnašamo trajnostno, in največji delež odgovora je trajnostno je predrago.
Skratka, da, ko gremo v trgovino, pač vidimo pač razliko v ceni med tradicionalno predelano hrano, oziroma normalno, netrajnostno predelano hrano in pa trajnostno. Jaz mislim, da je tradicionalno predelana hrana bila trajnostna, ampak da smo vmes to izgubili in da dejansko se zaradi tega ne odločamo za nakup. Na drugem mestu je pomanjkanje trajnostne izbire, to je praktično v vseh državah zelo podobno, in pa pomanjkanje informacij, kot se pravi, da ljudje ne vedo, ali je določen izdelek res trajnosten ali ni, medtem ko pomanjkanje časa nima več tako velikega deleža, se pravi, da vendarle si znamo vzeti čas. Mogoče v Sloveniji bi rekel, da je malce višji odstotek, zato ker ljudje menijo, da je trajnostna prehrana predvsem na tržnici, pa da si dejansko treba v soboto vzeti čas in se odpraviti do tržnice. Med odgovori, ki smo jih dobili na, bom rekel, ostalo, vidimo, da ljudje pač nekako vidijo oziroma slutijo tudi zavajanje velikih živilskih korporacij, kar se tiče trajnosti, potem, da se zelo veliko ljudi ravna po navadi, kupuje pač tisto, kar je najlažje, izbira lažjo pot, in pa tisto, čemu se bomo posvetili v nadaljevanju, da je ogromno znakov, ki jih ljudje ne razumejo in da so prisotni na preveč izdelkov. Pomembno je tudi to, da zaznavajo ljudje, da je večina hrane na embalaži in da ne morejo kupiti pač brez odvečne embalaže, in pa da veliko znanih blagovnih znamk še ne deluje trajnostno, oziroma pač skuša nekako pokazati, da deluje trajnostno, v resnici tega ne počne. No, zdaj smo pa pri trajnostnih oznakah. Teh je zares veliko in v naslednjih minutah si bomo pogledali našo raziskavo, ki smo jo opravili na podlagi pregleda trga čokolade in čokoladnih izdelkov in palmovega olja, da bomo videli in smo skušali ugotoviti, ali tem oznakam, ki so na izdelkih, velja zaupati. Najprej ne povem, da te raziskave so se lotili tudi zaradi tega, ker je ogromno zelenega pretiravanja pri izdelkih, predvsem prehranskih. Pokazalo se je, da obstaja več kot 450 različnih zelenih oznak, z katerimi ne vemo, kdo stoji, ne vemo, kdo jih preverja. Marsikdaj izpostavljajo neke lastnosti, ki bi jim rekli lahko skoraj nemogoče oziroma pravlične, in pa marsikdaj se predvsem v zadnjem času dogaja, da te zelene oznake kupujejo odpustke, skratka, da recimo podjetja ne zmanjšujejo dejansko ogljičnega odtisa, ampak si kupijo pač odpustek in, bom rekel, pogozdijo en del zemlje, in ko bo te zemlje zmanjkalo za pogozdovanje, bo še vedno seveda ostal njihov ogljični odtis, ki bo povečeval količino CO2 v zraku, ampak zaenkrat je pač to nekako videti kot neka pozitivna stvar, kar pa ni čisto nujno. Na vsak način pa želi vsako podjetje s takšnimi zelenimi oznakami pokazati, moj izdelek je boljši od konkurence, pa čeprav to ni vedno res. Kako smo pravzaprav ocenjevali verodostojnost teh oznak? Na eni strani je transparentnost, se pravi, ali so natančno določena pravila in pa nadzor nad njihovim spoštovanjem. Tukaj morajo biti zadaj neodvisne organizacije, ne pa, bom rekel, samo neka neimenovana podjetja ali inštitucije. In pa kakšen razpon pravzaprav oznaka pokriva, ker lahko rečemo, da pokriva zelo dobro, bom rekel, socialni del, pa mogoče sploh ne tisti ekološki, se pravi sam del pridelave, in v tem primeru je pač takšna oznaka polovično uspešna, če tako rečem, kar se trajnosti tiče. Zelo redke pa so takšne, ki dejansko pokrivajo celotno dobavno-prodajno verigo izdelka, kar je verjetno neka pot v prihodnost, sploh če bo tlakovana, bom rekel, z dobrimi nameni in pa z zanesljivimi oznakami. Torej, vsi poznamo pravično trgovino. Tole oznaka Svetovne pravične trgovinske organizacije, ni na zelo veliko izdelkih. Gre namreč, ta oznaka se lahko pojavi samo tam, kjer podjetja dejansko v celoti in ne samo pri eni sestavini ali pa pri določenih izdelkih delujejo v skladu z načeli pravične trgovine.
Seveda pravična trgovina pokriva predvsem sociološke vidike, denimo oziroma socialne vidike, dobre razmere za delo, odsotnost otroškega prisilnega dela, diskriminacije in podobno, pa tudi cenovni vidik, se pravi cena izdelka mora zagotavljati pravično plačilo proizvajalcem, se pa pač ni nujno, da izdelki, ki imajo to oznako, da se dotikajo tudi spoštovanja okolja. Se pravi, ni nujno, da so izdelani ekološko, smo pa vseeno, ker zadaj stoji zaupanja vredna organizacija, tej oznaki pač namenili stopnjo zaupanja visoko. Druga oznaka, ki se dotika pravične trgovine, je bolj, bom rekel, vidna na izdelkih, in sicer gre za Fair Trade International. Tukaj gre, bom rekel, to oznake seveda lažje, če tako rečem, pridobiti, ker se dotika točno določenega izdelka, pove nam, da se s tem izdelki pravično trguje in omogoča popolno sledljivost od pridelovalca do trgovske police, kar je izjemno pomembno. Je pa, če je v izdelku več sestavin, je treba biti pozoren na tole puščico v spodnjem znaku, ki kaže na zadnji strani izdelka, oziroma embalaže, kjer je pač na voljo več informacij, katere sestavine so iz pravične trgovine in katere ne. Morajo biti pa vse sestavine, za katere obstaja standard Fair Trade iz pravične trgovine, lahko pa so zraven tiste, ki pač niso v tem sistemu in pač ni nujno, da zadoščajo. Recimo pri čokoladah, biti in kakao, in sladkor, in vanilja iz Fair Trade. In pa še drugo določilo, ki pa še dodatno zaostruje vse skupaj, da mora biti sestavin iz pravične trgovine najmanj 20% in tudi ta delež je označen. Višji kot je, bolj trajnosten je izdelek, zaupanje je visoko. Potem imamo pa naslednjo oznako, ki je tudi Fair Trade, pa vidimo, da je drugačna. Tukaj pa gre samo za oznako, bom rekel, neke sestavine v tem izdelku, v tem primeru, recimo, ki ga tudi vidimo, je to kakao, in ostale sestavine ne ustrezajo. Se pravi, v tej čokoladi recimo je kakao iz Fair Trade, medtem ko sladkor pa vanilja pa verjetno nista. In tukaj je zaupanje, bom rekel, če želimo zares kupovati trajnostno, je manjše kot v prejšnjem primeru. Ta oznaka pač je nek korak proti večji trajnosti izdelka, ne pokaže pa oziroma ni isto kot prejšnja oznaka, ki je pokazala, da je večina izdelkov oziroma vse, kar je le možno iz pravične trgovine. Tretja oznaka pravične trgovine, ki je nemška, gre za, tukaj pač prikazujemo oznake, ki jih lahko vidimo v slovenskih trgovinah oziroma izdelkih, ki so na prodaj v Sloveniji, zato veliko tudi iz Nemčije. Prihaja iz podjetja GEPA oziroma Družbe za promocijo partnerstva z globalnim jugom. Tudi tukaj gre za spoštovanje osnovnih načel pravične trgovine, ki pa je nadgrajevano pač z neposrednim partnerstvom s temi proizvajalci. Dodatni kriteriji gredo predvsem k podpori skupnosti proizvajalcem, pa tudi šolanju otrok, hkrati pa vse bolj pogosto tudi ekološkemu certificiranju, kar je pa seveda označeno še dodatno, če ustreza vsem kriterijem za ekološko certificiranje. Tukaj gre za nekoliko bolj zahtevno kriterije za pridobitev oznake kot v prvem primeru pri pravično trgovinski organizaciji, katere članice sicer tudi GEPA in zaupanje je pa kar visoko. No, tale oznaka pa nekako združuje tisto, kar si želimo, da bi imelo čim več izdelkov, se pravi, združuje tako certificirano ekološko kmetijstvo, zeleni list EU, ki ga boste spoznali malce kasneje, hkrati pa morajo člani organizacije Naturland spoštovati še dodatne kriterije, ki so povezane tudi s socialnimi pravicami, torej spoštovanjem delavskih pravic, hkrati prepoved nanomaterialov v izdelkih, se pravi, da dejansko nekako poskrbijo tudi za odstranitev ali pa da ni teh nevarnih izdelkov, ki bi lahko bili nevarni. Hkrati so pa strožji tudi kriteriji na področju upravljanja z vodami, glede gnojenja, skrbi za živali in podobno. In tej oznaki smo namenili stopnjo zaupanja zelo visoko. Zdaj gremo pa še drugimi oznakami. Rainforest Alliance je pravzaprav
oznaka, ki jo pogosto vidimo in predvsem v kakšnih trgovskih znamkah je zelo izpostavljena. Gre pa, bom rekel, za dokaj zaupanja vredno oznako, ampak še vedno bistveno manj kot prejšnje. Namreč vidimo, da mora izdelek vsebovati vsaj 30% delež certificiranega kakava, hkrati naj bi kdor prejme to zavezal k povečanju tega deleža na 90%, kar seveda česar potrošnik ne bo mogel nadzorovati. Je neko pač revizija Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo, ali na splošno velja, da nekega hudega nadzora in pa zares popolnega zaupanja v to znako ni, je pa sigurno boljše, kot če ni. UTZ Certified zdaj sodi pod to znako Rainforest Alliance, je pa bila kar popularna tudi pri nas na čokoladnih izdelkih. In zdaj v tem vmesnem obdobju je zadeva precej, bom rekel, na majavih nogah, dejansko bi se lahko zgodilo, da podjetje še vedno posluje z oznako, pa čeprav ni odpravilo zaznane kršitve v mehanizmu nadzora dobavnih verig, skratka tukaj te oznaki, pravzaprav jo bomo vedno manj videvali, ampak ne bi prav veliko zaupali, še manj pa bi zaupali oznaki standarda za trajnostno pridelano palmovo olje. Namreč ta standard se je izkazal, kakor se sliši fino, da obstaja in da obstaja neka oznaka, se je izkazal zato, da ne preprečuje krčenja gozdov in hkrati tudi ne upošteva vseh izpustov toplogrednih plinov. Še huje pa je to, da na pritožbe organizacija reagira zelo počasi, kar pomeni, da tudi, bom rekel, sam znak ne more biti zaupanja vreden, ker ne vemo, ali ima ta znak zares še vedno pravo podlago. In želimo si pač, da bi bilo na področju palmovega olja kakšen bolj zanesljiv znak. No, na koncu omenjam še dve komercialni oznaki, te dve smo našli na čokoladah, seveda obstaja še veliko več in pa izpostavljam samo to, da načeloma se morda zdita hvalevredni, posvečata se trajnostni pridelavi kakava, tudi socialnim kriterijem. Za nadzor naj bi skrbele zunanje inštitucije, žal ne vemo katere, in manjka pač tisto, kar sem že na začetku omenil, da je zelo pomembno, certificiranje pri neodvisnih akreditacijskih ustanovah in takšnih oznak pač ne smemo primerjati s tistimi, ki so ustrezno neodvisne, certificirane in bom rekel, to je pač samo neka komercialna oznaka, kot je recimo ime izdelka ali pa znamka, ne pomeni in potrošnikov ne bi smela pomeniti. Tako, hvala za pozornost, vem, da je bilo mogoče malce duhamorno, ampak tukaj gre dejansko za dve raziskavi, ki kažeta na to, kaj vse potrošnik, bom rekel, razume pod besedo trajnost, hkrati pa kaj je na voljo v trgovinah oziroma na čokoladah in pa kakavu. Zdaj pa predajam besedo naši Niki, ZPS. Hvala lepa za bogato